Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin. Kenijan bom vaša družba v naslednji uri. V studiu najbolj poslušanega radia na Severnem Primorskem pa seveda ne bom sam, kot veste, torki so tradicionalno rezervirani za pogovori z župani severnoprimorskih občin, tako da v svoji družbi že pozdravljam prvega občana občine Kobarid, Marka Matajurca. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, seveda, tudi en lep pozdrav vsem vašim poslušalkam pa poslušalcem Radia Robin, tudi v imenu občine Kobarid, pa seveda tudi v mojem imenu. Tale januar je minil, kot bi mignil, pa vseeno, kljub temu, da pogledujemo že konkretno proti februarju, da vas se ozreti malo nazaj. Vsi radi povedo, kaj so lepega dosegli v prejšnjem letu, pa kaj bi vi izpostavili za občino Kobarid v letu 2024? Ja, lejte, nedvomno, da je bilo leto 2024, če rečem za občino Kobarid, kar nekako uspešno, pa tudi burno. Konec koncev vemo, kaj se vse dogajalo s tem odlokom na reki Soči in lahko, če prav izpostavim, najhujšo stvar ali pa največjo stvar, ki smo jo v letu 2024 nekako v občini Kobarid dosegli, seveda s pomočjo občine Tolmin, nov odlok, ki je ostal tudi ustavno presojen, se pravi neke nove režime na reki Soči in seveda vse, kar temu sledi, tako da to je sigurno en velik korak k temu. Ne bom govoril, da smo zmagali, ampak seveda smo dobili zeleno luč iz ustavnega sodišča, da lahko zgodbo nadaljujemo v neki pravi, dobri, transparentni, varni in tudi v smeri, ki pač bo tudi varovala naravo, se pravi, in bomo tudi na nek način na območju reke Soče le prišli do nekih smernic ali potez, ki bojo pač dolgotrajno blagodejno in pozitivno vplivalo na samo okolje reke Soče in seveda vsega, kar v tej dolini je. Nedvomno je tudi čistilna naprava v Breginju. Dobili smo za njo tudi evropska sredstva, seveda, ki smo jih uspešno počrpali in smo tudi tam bili uspešni in seveda tudi je zaključena in nekako bo začela z obratovanjem v letu, se pravi v tem letu 2025, se pravi monitoring in seveda zgodba, ki je še kako pomembna, če rečemo za samo reko Nadiže, dolino Nadiže, kajti Nadiža je le tako majhna reka, ki je pač si ne smemo privoščiti nekih večjih ekoloških izputovanj, kot so bili do zdaj. K obem temam se tudi še vrneva. Poglejva na najbolj aktualno temo. Pred kratkim je sicer v Bovcu potekalo 53. tradicionalno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. Seveda takšna srečanja nimajo za občino kakšnega finančnega doprinosa, ampak bolj izmenjevanje dobrih praks. Morda za začetek, kako se občina Kobarid povezuje z rojaki čez mejo? Lahko rečem, da občina Kobarid, če gremo prav v Gornjem Posočju, nekako, če rečemo od Gorice, same Gorice gor, da rečemo, da je lahko najbolj odprta občina, ima najširše okno v Benečiju. Jaz niti ne pravim več v zamejsko Slovenijo, pač kar smo postali Evropa, so tudi oni postali del naše države in tega se v občini Kobarid še kako zavedamo. In seveda tudi k temu strmimo, da so čim boljši, čim bolj zdravi, pristni odnosi. Seveda mora biti tukaj, ne gre samo za politično raven, ne, gre tudi za osebno raven, se pravi, da morajo biti le kontakti, ki se nekako začnejo prepletati, čutiti, da se ljudje začnemo čutiti in da ni zgoraj neka samo birokracija. Tako da, če rečem zdaj, seveda, ZTS je nedvomno neka pomembna zgodba, seveda, če bomo znali mi kot živeči v tem prostoru tudi izkoristiti, nedvomno, da so pa tudi še seveda podaljšene roke države, ki tudi država, bodi si Republika Italija ali Slovenija, morata dobro sodelovati in bomo poskušali tudi iz tega naslova čim več teh nekih sredstev počrpati, kajti konec koncev lahko govorimo, da celotno to območje ni kot neka razvita regija, ampak je šele v nekih razvojnih povojih, ki pač bo še potrebno veliko dela na tem področju. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. To, kot smo omenili, srečanje je bilo pomembno tudi prav zaradi sestankov, ki so potekali na temo morebitnega nastanka Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje po vzoru tega, ki ga imamo tukaj na Goriškem. Kateri so večji izzivi, kaj to prinaša, kdaj lahko pričakujemo kaj konkretnega na tem področju? Nenazadnje je to podprl tudi minister za solidarno prihodnost Maljevac, ne? Nedvomno, da je to sigurno ena dobra poteza ali pa stvar, ki jo pač moramo izkoristiti ljudje, ki živimo v tem prostoru, ampak kot sem že omenil, nedvomno je, da je tukaj potrebna tudi država. Država Slovenija more sigurno dobro sodelovati tudi z Republiko Italijo, ampak tukaj na tem naletimo na neko težavo, če rečem,
pač v Benečiji ali pa Terski dolini, Kanalski dolini, kajti tam resnično sogovorniki nekako premajhen vpliv, če bi dal nekaj primerjave, tam je občina kot tukaj krevna skupnost, če se to tako izrazim bolj poenostavljeno in seveda tukaj bo potrebno se pogovarjati na nivoju, bom rekel, če rečem, pokrajin, se pravi videmske ali pa tukaj pokrajine, ki bojo ono imela neke večjo pač težo in da se z njimi tudi pogovarjam. Seveda je tudi gorska skupnost, ki jo pač je, ampak seveda, kot sem že omenil, so to relacije, ki jih mora tudi država in seveda tudi mi kot tukaj se pogovarjati intenzivnejše, da pridemo tudi do nekih rezultatov, ki jih nekatere občine, bodi si na zahodu Slovenije, če rečem tako, ali v Terski, Kanalski dolini ali pa v Benečiji tudi nekako pričakujejo. Ampak nedvomno, da je tukaj še veliko dela in pa tudi velik izziv tudi za nas vse. Številke v turizmu rastejo tudi pri vas. Statistika kaže, da je bilo v lanski turistični sezoni, če so moji podatki točni, za 3,6% več nočitev kot v letu predtem. Nekaj smo že govorili, da Soča je šla čez ustavno presojo, pa na koncu tudi vaš odlok se je izkazal za kar doprinosnega, če se lahko tako izrazim. Kakšni izzivi pa vas čakajo vnaprej? Česa se boste lotili letos? Morda obnove kakšne infrastrukture? Na to temo je prišlo tudi nekaj vprašanj poslušalk in poslušalcev. Tako, lete, nedvomno, da je s to ustavno presojo smo dobili neko zeleno luč, ki šele bomo morali graditi, se pravi 5 do 10 let dela, kar tega je tudi na tem področju, se pravi nadgradnja odloka, nadgradnja pravilnikov za samoplovo na reki Soči. Seveda tukaj je tudi pomembna infrastruktura, kajti vemo, da zdaj infrastruktura je bila zelo v slabem stanju, pač konec koncev ni bilo, ali pa je nekaj ostalo iz leta 91, ki je bilo svetovno prvenstvo na divjih vodah prav v naši občini, s ciljem v naši občini. Za leto 2025 imamo v proračunu 130 tisoč evrov za asfaltacijo in nareditev dela parkirišča na vstopno in izstopnem mestu Trnovo 1, se pravi tudi pri kampu Lazar Brv čez reko Sočo, ki je treba pač novo obnoviti, pravzaprav, ker vemo, da v lanskem letu, prav v sredi turistične sezone, ali pa rečem 17. augusta, smo morali zapreti zaradi varnosti, ker je pač si nagnala vrv. Tudi seveda druga papirologija, ki sledi vsemu temu, ki pač posledično se ustvarjajo investicije, je v pripravi in seveda bomo tudi to stvar nadgrajevali, dodelovali, tudi določene parcele bo če je potrebno odkupiti, tako da dela okrog same reke Soče in investicij je res še ogromno in veliko, ampak gledajte, zdaj je čas za to in seveda tudi to zahteva svoj čas, da pridemo do nekih realizacij, kot sem že omenil prej, 5 do 10 let trdega dela, da pridemo na neko raven z infrastrukturo, ki bo lahko naša država, če tako rečem, pa tudi naša občina ali sosednje občine zgled celemu svetu, ne pa zdaj, ker pač nismo zgled temu. Kar zadeva pa samih številk okrog turizmu, če se še na hitro obzrem nazaj, je seveda, kljub temu, da so bile neke velike napovedi, da pač bomo uničili turizem, da bomo to nekako zapravili nekaj turizem, ki ga pač imamo v sami naši občini. Sem vesel, da temu ni bilo tako, ne, da so bile te črne misli, pa črne prognoze, ki so jih nekateri, pravzaprav tudi iz nekih lastnih interesov hoteli prikazovati, še vedno pozitivne in če rečem, dobra 3,6% porast turizma je čisto odlična stvar in konec koncev, če se mu resnici na ljubo, mi v poletnem sezonu, sami največji sezoni, imamo pravzaprav preveč turizma v naši občini. Še ena ping-pong tema, če se lahko tako izrazim, ki se je nakazovala, je krajinski park Soča, ideja, o katerem so ponovno prišle na površje po kar nekaj letih. Spet sta tu nekako dve strani, ne? Ena opozarja oziroma želi imeti boljšo regulacijo na Soči, druga opozarja spet na neke nove neprijazne omejitve. Dejali ste, posoški župani, da tisti, ki so dali na plano to idejo, sploh niso prišli do vas. Je sedaj morda kaj več znanega, na kratko morda o tem? Glede, jaz bom kar govoril za sebe, ne bom govoril za ostala dva župana, ki sta bila samo v vašem studiu ali pa še bota. Jaz nedvomno, da sem proti krajinskemu parku. Konec koncev tudi ne vemo, zakaj bi bil ker niti ne vem njihovih vsebin, nikoli niso bili pri nas. Končni faz, če pa tako gledamo s tem odlokom, ki ga je ustavno sodišče nam potrdilo, sami peljemo v stvar neke regulacije, nekega nadzora, neke spoštovanja žive in nežive narave. Konec koncev mi smo v letošnjem letu pristopili študiji, ki bo trajala 3 leta in bo okrog 170 tisoč evrov vrednost te študije in seveda tudi ta študija, če lahko rečem, je tisto nedvomno,
ki bi lahko bila del zgodbe tudi za Krajinski park. Ampak načeloma, dok ne vemo, kaj to prinaša, kaj odnaša, sigurno nisem za to in seveda tudi ne morem podpreti, ker ne poznamo vsebine. Občina Kobarid je še vedno brez sprejetega proračuna za letošnje leto. Točka je bila na zadnjih sejah dvakrat obstruirana, vsaka stran je podala svojo izjavo za javnost, vključno z vami. Gospod Matajord, so bila morda že kakšna srečanja, pogajanja z opozicijo, da bi ta proračun vendarle bil sprejet kmalu? Kateri projekti so tisti glavni, recimo, v proračunu? Nedvomno, da ne smemo pozabiti, da preden je prišel do sploh prve ali druge obstrukcije, smo mi kot župan sklical vse svetniške skupine in predstavnike strank na pogovor, ki je bil 18. novembra, prvi je bil 12. novembra, se pravi, je bila zmišljena kot seja in ni bila izglasovana, ampak je bil pogovor v smeri proračuna, priprave proračuna ravno tukaj 18. novembra. Še enkrat s moje strani sklicano vse, kot sem že omenil, svetniške skupine in stranke, ki so v našem občinskem svetu in žal ni prišlo do nobenih konkretnih predlogov. Prvi predlog je prišel 20. decembra, ne, in seveda 23. je bila pa seja, se pravi to petek zjutraj ob 3 zgodnjih jutranjih urah je prišlo do predlogov, ki pa žal jih nismo mogli obravnavati do seje, ki je bila 23. decembra, se pravi vikend je vmes, seveda, če hočemo nekaj upoštevati, je le potrebno pripraviti gradivo za občinsko sejo, ki mora pa tudi 7 dni pred sejo na mizi, ne, da se lahko razpravljam stvarih, ampak gledajte, občinski proračun, prvo branje sem dal v prvo branje v obravnavo, kljub temu, da niso izglasovali. Dejstvo je, da smo se lotili proračuna že v novembru mesecu, zaradi tega, ker vemo, kako je pomemben proračun. Tiste predloge, ki so prišli 20. decembra, smo tudi delno upoštevali, nekaterih žal tudi ne gre, ampak bomo se usedli pa se skupaj dogovorili, ker meni je pomembno, da proračun je sprejet, seveda je prav, da je sprejet nekako v smeri razvoja, napredka in sodelovanja izgradnje, kajti konec koncev ljudje rabijo nekaj boljšega, nekaj, ki jih pač jim v občini koristi, ne pa političnih igrc. Kakšna so prizadevanja in aktivnosti občine za najmlajše, mlade družine, predvsem pri reševanju stanovanjske problematike? Tu nekaj se kaže z naseljem Svino, kaj bo nastalo, morda koliko stanovanj, pa še kakšne aktivnosti občine za mlade? Glede na dvomno, da je to ena najbolj pomembnih tem za našo občino, pa verjamem, da ne samo za našo, tudi za druge. Mi smo, ko sem jaz nastopil moj prvim dan, smo začeli tako intenzivno razmišljati tudi o nekih zazidalnih parcelah za mlade družine, tako da smo prišli do tega, nekako upravimo novega naselja na Svinu. Tukaj lahko rečem, da smo zgodbi bolj v postopki v zaključni fazi. V mesecu novembru, se pravi v preteklem letu, v letu 2024, je bila javna razgradnitev OPN-a. Prišlo je do nekih majhnih pobud ali pa, ki bi se nakazovali neke predloge. Tako da to stvar peljemo naprej in upam, da v letošnjem letu to bomo tudi zaključili in bomo poskušali to nekako v letu 26 tudi, da bomo že lahko šli v prodajo teh parcel za mlade družine. Ne bomo pa tudi pozabiti, da občinski svet je izglasoval tudi to, da gremo pač v javno-zasebno partnerstvo in tudi tukaj intenzivno delamo in nekako upamo, da bomo konec letošnjega leta le začeli s tem novim stanovanjskim blokom zaradi 9 stanovanj. Poglejva malce v promet. Občina je lani pristopila k pripravi občinske celostne prometne strategije. Preden se posvetiva raznim ukrepom, kateri so morda glavni prometni izzivi v občini in morda kaj v povezavi tudi s Kobariškim trgom, Gregorčičevo ulico, kaj morda tudi pokazala anketa, česa si najbolj želijo občani? Lejte, nedvomno, da je kar en velik izziv ta južna obvoznica, razbremenjena cesta, če rečem, se pravi v smeri Tolmin-Kobarid proti Italiji ali pa proti Breginskemu kotu. Tukaj je pač prišlo že tega, da je šlo skozi recenzijo ta južna obvoznica, ki je že sprojektirana in seveda je tudi nekako vrednost dobre 2 milijona evrov nekako je, ampak seveda tukaj so državna sredstva, ki morajo pa države umestiti v NP-je, ki pa tudi mislim, da so že in seveda v proračun, ki naj bi bilo nekako po letu 27. Ko pa to rešimo, to južno obvoznico, seveda se stvar nadaljuje proti našemu trgu, se pravi
in seveda tam pol pa pridelalo nekih druge ureditve našega trga in seveda z nekim drugačnim vsebino in namenom. Ja, v lanskem letu smo Gregorčičevo ustvarili enosmerno, kar je bil zelo pozitiven in dober odziv ljudi, čeprav lahko rečem, na začetku so bili kar veliki pomisleki, kaj ti konec koncev vsak ima neko svojo računico, ampak to so pomembne stvari in seveda ta prometna strategija tudi za sam Kobarid je zelo pomembna, kajti konec koncev je le trg, so neke ozke ulice iz neke daljne preteklosti, ki pač ne morajo služiti več današnjih potreb v prometu. Poslušalca zanima, ali bo pri južni razbremenilni cesti, torej tej obvoznici, morda ali bodo projektirani tudi pločniki in morda kako se vam zdi tudi ideja za pločnik od Kobarida do Mlinskega? Lejte, nedvomno, da pri tej južni obvoznici bojo vsa infrastruktura, ki je pač potrebna tudi za ranljivejše skupine, se pravi za pešce ali pa za invalide, tudi nekako v projektiranje in seveda se bo tudi to istočasno odvijalo. Kar zadeva same ideje, rečem, pločnika iz Idrskega proti Svinu, niti ni slaba ideja, nedvomno, da je dobra, ampak verjamem, da je mogoče še prezgodaj zdaj to realizirati, kaj konec koncev tam bomo imeli tudi industrijsko povedati, moramo, da tam je veliko zanimanje tudi za industrijsko cono in nedvomno, da bo skozi čas lahko tudi do tega prišlo, ni pa v tem trenutku tako nujna, bom rekel, je dobra ideja, ki jo bojo pač v preteklih se bo lahko kasneje realizirala. Je pa bistveno pomembnejši pločnik, če rečem, pri podjetju Oplas ali pa Tiku, tam je pa treba čim prej tudi to postoriti, kajti vemo, da pelje do industrijske in seveda tam tudi, ko bojo nova delovna mesta, bo tudi kar precej komunikacije pešcev. Lani ste občanom lepo predstavili projekt novega nogometnega igrišča z umetno travo, kako morda poteka ta investicija, kdaj morda lahko pričakujemo prvi brc žoge in kaj bo občina morda še dala na šport v letošnjem letu? No, dobro, lete, to je bila resnično en tak lep projekt, ki pa moram resnično ljubo povedati, da ga nismo nadaljevali zaradi velike investicije v tem trenutku, tako da ni pač pozabljen, nekako stoji, smo pa nekako bolj pospešili večnamensko dvorano v Drežnici, seveda, ki je tudi športno namenjena, pa vse razni kulturi, ki se tam odvija, ne? Tako da tukaj bo prišlo do neke gradbenega dovoljenja v letošnjem letu in seveda počakali neke razpise, bodi se državne, bodi se evropske, da bomo pač lahko prišli do neke realizacije. Seveda tudi ta v Kobaridu je zelo pomemben, kajti konec koncev imamo nogometni klub malega nogometna Oplas, ki je zelo uspešen na državnem nivoju in seveda moramo tudi zaradi njih skrbeti za neko primerno infrastrukturo, ki jim omogoča čim bolj kvalitetne treninge in seveda razvoj tega športa. Ne smemo pa pozabiti, da tukaj je bilo še v igri seveda parkirišče, se pravi pod igriščem, pa tudi plezalna stena, ki bi se lahko na tem objektu tudi več nekih športnih dejavnosti lahko tudi odvijalo in delovalo, ne. Tako da seveda to ni pozabljeno, trenutno je pa malo na stand-by, v bistvu, da čaka, ne, in pol bomo pa zgodbo nadaljevali. Seveda smo bili lansko leto uspešni tudi na evropskem razpisu za šport, ki smo dobili z novo igrišče, si prav če rečem med telovadnico pa vrtcem prišli do novega igrišča, se prav košarkaškega, pa tudi nogometnega in seveda tudi te športne objekte, ki so tudi v letošnjem letu prijavljamo na razpis, ki bomo pa poskušali pridobiti sredstva tudi za šport, ki bomo pa v vasi Borjana, tudi nov večnamenski objekt, se pravi vaški objekt tudi s športnim igriščem. Tako da nekako le sledimo tudi tem športnim zadevam, ki ti konec koncev tu šport je le pomemben del vzgoje mladih. Omenili ste že v prejšnjih delih, da je bila pridobitev čistilne naprave Bregin velika. Poslušalke in poslušalce pa sedaj zanima, kako je s čistilno napravo Drežnica. Leti nedvomno, kot sem že omenil, Bregin je čistilna naprava, ki je velikega, rekel, takega ekološkega pomena, kajti konec koncev neke stvari so se le celoten Bregin žal je šel v Belco in z Belce v Nadižo. Nadiža pa vemo, da je ena zelo najbolj obiskanih rekel, teh naših vodotokov ali pa rek, ne. Tako da smo veseli, da smo prišli do te realizacije in v letošnjem letu tudi se zgodba nadaljuje in rečemo lahko, da smo veliko nadeli na tem področju v samem Breginskem kotu. Seveda zgodba se bo še nadaljevala z čistilno napravo v Podbeli, ki je tudi nekako dokumentacija strani nekoga zasebnika v
v dodelavi in seveda, ko bojo dokumenti pripravljeni, bomo prevzeli na občini in razgledovali. Kar zadeva pa same Drežnice, seveda tudi ne smemo pozabiti, da je to zelo pomembna zgodba, ravno tako kot v Berginji ali mogoče še celo bolj, ne? Ker pač je tam nekaj več ljudi v tej zgodbi, ne? Ampak odkup parcele smo že nekako sprovedli, seveda, in zgodba nadaljujemo s papirologijo, se pravi z primerno potrebno dokumentacijo, da bomo nekega dne tudi tam poskušali skozi neke evropska sredstva kandidirati in dobiti neke sredstva in seveda izgraditi to še kako prepotrebno čistilno napravo v Drežnici. Pomembna pridobitev za občino Kobarid bo seveda Center za zaščito in reševanje. Gospod župan Marko Matejurc, tudi sam ste, mislim, da gorski reševalec, ne? Kakšen doprinos bo ta center prinesel za celotno regijo in kako investicija napreduje? Glejte, kar zadeva samega Centra za zaščito in reševanje je resnično en zelo pomemben objekt v naši občini, konec koncev lahko rečem najpomembnejši. Kajti zavedati se moramo, da na prvem mestu je varnost in zaščita ljudi in seveda vsega zasebnega in družbenega premoženja. Tukaj pa so v tej stavbi, v tem Centru za zaščito in reševanje, bojo vse te operativne službe, ki spadajo pod upravo za zaščito in reševanje, in to so seveda gorski reševalci, gasilci, radiomedateri, civilna zaščita, Rdeči križ, vse službe, ki pač spadajo zraven. In hvala Bogu, da smo šli v to zgodbo, kajti konec koncev nekatere službe niti niso imele svojih prostorov. Lahko rečem, da civilna zaščita je bila brez prostorov, gorski reševalci so v kontejnerjih, tudi gasilci imajo zelo neprimerne prostore, tako da s tem se bo le uredilo neka njihove potrebe in seveda bomo veseli, ko se bo to končalo. Naj bi se v letošnjem letu tudi investicija zaključila z zunanjo ureditvijo. Ne smemo pa pozabiti, da že razmišljamo o helioportu v neposredni bližini reševalnega centra, ki je še kako pomemben za transport, bodisi moštva na dogodek neke nesreče kot gorske reševalce, pa tudi gasilce in seveda še kako je pomemben transport ponesrečenca, da pride čim prej do neke zdravstvene oskrbe, ki jo pač potrebuje. Kar zadeva same investicije, mi imamo v proračunu nekaj popotresnih sredstev, ki se prav v teh dneh pričakujemo eno pismo z Ministrstva za naravne vire in prostor, se prav državno-tehnične pisarne. Seveda tukaj bi morala eno zelo pomembno vlogo odigrati tudi država, ampak žal jo ni, moram povedati javno. Mi imamo tudi strani severno-primorske regije, županov severno-primorske regije potrjeno subregijsko skladišče, kar pomeni, da nekatera oprema, ki jo pač rabimo ob elementarnih ali pa v nekih drugih nesrečah, ki so vetrovi, poplave, požledi, tudi potresi, da ni potrebno priti v Ajdovščino, se pravi, če rečem iz Bovca ali iz Trente v Ajdovščino, ampak da imamo v Kobaridu. To smo tudi predstavili na Ministrstvu za obrambo, glavno uprave za zaščito in reševanje, pa žal ni nobenega posluha. In tukaj mislim, da je država resnično neodgovorna do tega centra. Upam, da v bodoče bo to razumela in slišala, kajti s tem namenjem tudi nekaj zgrajenega. Drugače seveda bomo neke popotresne sredstva dobili, nekaj bo iz naslova tudi Soče, kajti tam so vse operativne službe, ki rešujejo tudi na reki Soči, se pravi v primeru neke nezgode. Omeniti moram tudi skupino za reševanje izdih voda, ki je pa podpisala občina Kobarid in Bovec pogodbo z njimi in so, lahko rečem, zelo uspešni, zelo dobri in hvala Bogu, da smo pristopili k temu in da bomo lahko nadaljevali zgodbo. Ampak v letošnjem letu naj se zaključi in letu 2026 pa že tudi razmišljamo o vselitvah teh pač operativnih služb. Malce o kolesarskih povezavah, napovedali ste jih kar nekaj, recimo Kobarid Trnovo ob Soči, največja letošnja kobariška zgodba pa naj bi bila kolesarka Staro selo Sužit Svino Kobarid. O kako velikih investicijah govorimo in morda časovnica? Glejte, kar zadeva seveda, imamo dve pomembne infrastrukturi, se pravi, če rečemo Staro selo Sužit Svino Kobarid, se pravi, ta kolesarka je že v izgradnji, pridobili smo tudi evropska sredstva in naj bi se v letošnjem letu zaključila, gre se za okrog 700.000 evrov, se pravi, in druga zgodba, nedvomno je pa Kobarid Trnovo ob Soči, del jo je že narejene, če rečem, od Napoleonovega mosta do Oton, se pravi do Velike Rejde, pravimo domačini tam in seveda tam je še potrebno iti v fazo odkupa in vse skupaj projektiranja do Trnovega ob Soči. Ta relacija pa nekako ocenja 1.600.000 evrov, se pravi tako, da upamo, imamo za leto 2026 in 2027, upam, da se bo v tem obdobju še marsikaj spremenilo do boljše, kajti konec koncev to so le državni projekti, ki so padli na pleče občine, se pravi
nas in upam in verjamem, da bomo z njihovim dobrim sodelovanjem tudi vse to realizirati, kajti vemo, kar je zasebne lastnine, če ti nekdo ne pač prodati, lahko ta projekt pade tudi v vodo, ki pa si najmanj tega želimo, kajti tam je le navezava, se pravi do kampa na Trnovem, pa čez most reke Soče v samem kampu, neposredni bližini in navezava proti Bovcu. Kaj se nakazuje pri glede vodovoda Trnovo ob Soči? Lete, za vodovod Trnovo ob Soči seveda to je dvoletna investicija, se pravi v letu 25-26, glavnino gre v letu 26. Tudi tukaj lahko rečem, da smo bili uspešni na evropskih sredstvih in smo dobili kar zajaten del denarja ali kupček denarja, ki ga bomo pač v letu, rekel, 25-26 realizirali. Seveda gre pa kar za zahtevno zgodbo, kajti dostop do tega samega vodovoda in kjer bo tač novi vodohram ni najbolj ugoden, bo treba kar nekaj dodatnih sredstev nameniti to za infrastrukturo, če rečem pot, dovozno pot in seveda bo tudi tukaj, bom rekel, kar zelo zahteven poseg na tem območju, kajti je preveč nekaj skalnato, zelo trd in neugoden teren za samogradnjo. Tako da bo pa navezava do glavnih cevi v vasi. Še kakšne druge projekte glede komunalne infrastrukture? Na področju komunalne infrastrukture seveda moram reči, da komunalna infrastruktura v naši občini ni v nekem rožnatem stanju, nedvomno, da imamo tukaj Livek, se tukaj projektira pa Staro selo, ki bomo poskušali pristopiti do tega komunalne ureditve, se pravi tudi fazno strani Kobarida proti Staremu selu, tam je treba celotno traso odkupiti in bomo poskušali v nekim faznih postopkih in da pridemo tudi od tje. Ravno tako imamo Svino smo želi v proračunu, ampak smo dali trenutno ven, kajti tam se bo pojavljalo novo naselje, se pravi na Svinem, ki govorimo pravzaprav o največjem naselju v državi individualnih gradnji, lahko rečem temu, Svino in Sožit, tako da bomo poskušali le počasi nekako zaokrožiti te zadeve, seveda pa bo še vedno kaj ostalo. Pa tudi za vodovod Avsa. Oddaja je že pri koncu, samo še zadnje vprašanje. Kaj si želite, da bi občina uspešno opravila ali prestala v letošnjem letu? Glejte, konec koncev želim si, da bi uspešno opravila vse začrtene pač plane, ki jih pač ima, da bi jih nekako realizirala, kaj ti konec koncev, to je zelo pomembno za bivanje ali pa sobivanje v naši občini, za vse naše občanke in občane, pa seveda tudi tisti, ki prihajajo bodi si na tedenski, letni ravni ali pa samo na dopust ali pa na nek oddih, da le se bo vedelo, da se nekaj premika dela in da pač bomo postali nek dan tudi neka občina, ki bomo lahko rekli, da je tudi zgled marsikateri drugi. Župan Marko Matej-Jurc, najlepša hvala za vaš obisk, srečno naprej in seveda tudi srečno pot nazaj v Kobarid. Hvala lepa tudi vam za vaše povabilo v vaš studio Radio Robin, seveda pa tudi vam in vsem vašim poslušalkam pa poslušalcem želim en lep, prijeten dan, pa seveda ostanite vsi zdravi. Tako tudi z moje strani hvala za družbo in se poslušamo, vabljeni, da ostanete na frekvencah Radio Robin. Dober dan, župan.